Stari Grki so rekli, da ne sodite, je človek srečen pri 35 ali pa na sredini njegovega življenja, treba je pogledati film do konca. In za Vlado bom rekel isto. A je bila uspešna ali ni bila, bomo lahko zares povedali čez leto in pol. Mislim, da smo ta žalostni del zgodovine doživeli in ga na noben način nočemo ponavljati ali pa na novo pisati zgodovine o tem. Torej, danes je z mano Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Hvala za odziv na vabilo. Ja, hvala za vabilo, pa lep pozdrav. V Državnem zboru ste sedaj že okvirno 10 let. In kako se je vaš pogled na politiko v tem času spremenil? Pogled kar temeljito, ker prej sem bil v bistvu kritik politike, nekdo, ki prišel iz protestov vanjo. Zdaj po 10 letih sem za marsikoga pač že tak star obraz, če tako rečem, sem del politike. Ampak kar je bistvo, je nekje drugje. Če sem se skozi teh 10 let veliko naučil, pa sem ostal popolnoma enak pač po vrednotah, prepričanjih in ciljih, ki jih imam in jih zagovarjam. Torej, 1. junija 2022 ste v času vlade Roberta Goloba postali minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. In kako bi ocenili delo vlade do zdaj in kateri so v bistvu neki dosežki, ki bi jih postavili kot najbolj pomembne? Mogoče tako na kratko bi rekel, vlada je štartala zelo dobro. Drugo leto je bilo težko leto krize. Zdaj smo se pa postavili nazaj na noge. Vzpostavljen je socialni dialog, danes je bil sprejet sporazum z vsemi sindikati javnega sektorja o novem sistemu plač po 15 letih. V petek smo štartali z debato o pokojninski reformi, tako da gre dobro. Je pa tako, stari Grki so rekli, da ne sodite, je človek srečen pri 35 ali pa na sredini njegovega življenja, treba je pogledati film do konca. In za Vlado bom rekel isto. A je bila uspešna ali ni bila, bomo lahko zares povedali čez leto in pol. S tem letom se je postopno začel izvajati tudi zakon o dolgotrajni oskrbi. In katere pravice so se že začele izvajati in katere bodo še začele veljati? Ta zakon vsebuje par pravic. Oskrbovalec družinskega člana je prva pravica, ta se je začel izvajati letos. To pomeni, da lahko vaš družinski član, če potrebujete dolgotrajno oskrbo, postane vaš oskrbovalec in zato dobi 1,2-kratnik minimalne plače. Naslednje leto pa glavni deli tega zakona prihajajo, ki pa so v bistvu pravica do pomoči na domu, ki je, mislim, da 1.7. Potem s 1.12. Se bo spremenil način financiranja oskrbe v domovih za starejše. Zdaj vse se plača iz žepov, ne? Pač vse plača tisti, ki je oskrbovan. Zneski so kar visoki, od 700 do astronomskih 1700 evrov. Od 1.12. drugo leto se bo plačeval samo še tako imenovan hotelski del storitve, kar pomeni nastanitev, hrana. Vsa ta dolgotrajna oskrba, se pravi pač od fizioterapije do skrbstvenega dela in tako naprej, pa bo plačana iz zavarovanja. To pol je pa za omeniti še e-oskrbo, ki se tudi aktivira naslednje leto. To pa pomeni, da bodo upokojenci imeli na telefonih rdeč gumb, ki bo v bistvu klic v sili, če bodo potrebovali storitev. In zadnja stvar pa je pravica do denarnega nadomestila. To je pa za tiste govorimo o upokojencih več ali manj, ki so upravičeni do dolgotrajne oskrbe, pa ne bodo mogli priti v dom, bodo pa iz zavarovanja dobili denarno nadomestilo.
Zdaj, junija smo v Ljubljani lahko videli paradirati neonaciste. In v Sloveniji doslej ni bilo nekih zakonov, ki bi v bistvu poveličevanje nacizma in fašizma izrecno prepovedovali. Ima pa to rejen v večini demokratičnih držav. Ne? In julija je tako koalicijski trojček parlamentarno proceduro vložil predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, torej za prepoved poveličevanja nacizma in fašizma. In kaj zajema v bistvu predlog te novele? Ta predlog zajema predvsem prepoved uporabe fašističnih in nacističnih simbolov pač v javnem prostoru, ker mislim, da smo ta žalostni del zgodovine doživeli in ga na noben način nočemo ponavljati ali pa na novo pisati zgodovine o tem. Je bilo dovolj povedano o grozotah teh režimov. Tudi prekarno delo je bilo pred volitvami ena od prioritet. Katere spremembe bi na tem področju izpostavili? Tukaj bi pa mogoče na prvo mesto postavil nekaj, kar smo levi ministri za delo uspeli v Evropski uniji doseči, in to je direktiva o platformnem delu, ki bo prinesla, zdaj je to treba prevesti v zakone širom Evrope, prinaša pa več pravic platformnim delavcem, se pravi pač razvažalcem hrane v drugih državah, taksistom, Uberja in tako dalje. Drugo, na ravni Slovenije pa pišemo strategijo za odpravo prekarnosti, kjer pa v bistvu zarisujemo druge ukrepe, ki jih bo treba izvesti, zato da se stvar odpravi. Kot prioriteto ste že izpostavili tudi pokojninsko reformo. Ne? Kaj želite na tem področju spremeniti? V bistvu je tako. Po projekcijah se bo delež upokojencev, danes jih je približno 25% v naši družbi, povečal za 50% v naslednjih 25 letih, ker se kot družba staramo. Delati začnemo kasneje, kot so začeli naši starši. Tako da ob teh izzivih ali pa vprašanjih se je pa treba vprašati, kako bomo omogočili, da bo naš pokojninski sistem zdržal in da bo vsem omogočal dobre pokojnine ali pa vsaj dovolj dobre pokojnine. To sta dve smernici te reforme, ki jo delamo. Del pač lahko razkrijem, seveda spodbujali se bo, da tisti, ki lahko v delu ostanejo dlje. In pa uvajamo ukrepe za to, da se predvsem nižje pokojnine, ki so danes res nizke, začnejo popravljati. Zdaj na državno-zborskih volitvah ste prvič nastopili že leta 2014, ne, kot kandidat Združene levice takrat. In ste v enem od intervjujev takrat povedali za Mladino, da nismo ne utopisti, ne skrajneži, upiramo se na razmeram, ki so skrajne, kvečjemu smo sila razuma. Koliko se je takrat spremenilo in ali je vaše stališče še vedno enako? Še vedno enako. Upam si pa reči, da razmere niso, vsaj socialno gledano, pač niso tako skrajne, kot so bile takrat, ker leta 2014, ko sem izrekel, to je bilo brezposelnih v Sloveniji 135,000. Danes, ko sem minister za delo, jih je 3-krat manj, 45,000. In takrat se je nam celi generaciji zdelo, da pred nami ni ne služb, ne stanovanj, kaj šele pač kakšne pač lepe prihodnosti. Mislim, da imajo mladi danes v Sloveniji drugačen pogled na svojo lastno prihodnost, kot jo je imela moja generacija pred 10 leti. Na to sem seveda pač vesel, da smo uspeli v tej smeri stvari spremeniti. Začeli ste pa tudi kot aktivist, ne? Stranka Levica, katere član se je začela oblikovati pred okvirno 10 leti. In takrat so vas recimo med protesti lahko videvali tudi na ulicah. Sedaj ste minister. Menite, da je vstop v politiko na nek način, na neki točki ključen za dejanske spremembe v družbi? Jaz mislim, da je, ker mi smo se za vstop v politiko odločali takrat v tem protestnem gibanju. In protest je v bistvu pač točka, kjer lahko greš izraziti svoje nezadovoljstvo, ampak tam se pa približno tudi konča. Tako da od tukaj naprej mislim, da obstajata dve poti, ali pritisk na politiko preko nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, ali pa dejanski politični angažma. Se pravi, pač, da sam postaneš politik, kar sem sam naredil. In ja, zato mi ni žal, ker mislim, da smo ponesli glas
takratnih protestnih gibanj najprej v parlament, malo kasneje pa tudi v vlado. Zdaj, nekateri vaši privrženci so bili razočarani, ker ste postali del liberalne vlade. Pa bi bilo sploh mogoče brez sodelovanja karkoli doseči? To je moj bistven odgovor njim. Brez sodelovanja ne bi v tem mandatu dosegli popolnoma nič. Levica je bila izvoljena s 5 poslanci, za večino v parlamentu potrebuje 46 glasov in če nisi sposoben teh 46 glasov prepričati v svoj prav in v to, da so tvoje politike v redu, potem se ne bomo nikamor premaknili. Tako da stojim za odločitvijo, da smo naredili prav, da smo del te vlade in sem prepričan, da tudi rezultati ne bodo razočarali. Kakšen pogled na svet vas pa sicer vodi v politiki? Ja bi rekel, da ste optimist ali pesimist? Tako bom rekel. Mislim, da v življenju pač obstajata dva načina, kako se spoprimeš s težavami, ko pridejo nasproti. Lahko jih sprejmeš kot problem, ki te potre ali pa razdira, lahko pa to vidiš kot izziv, s katerim se bo treba spoprijeti. Jaz sem absolutno pač človek, ki stav na drugo, tako da po mojem bi lahko rekel, da sem optimist. Za zaključek pa še vprašanje, kakšna je vizija za prihodnost? Ja, na kratko. V tem mandatu dokončati projekte, ki smo si jih zadali. V naslednjem mandatu biti del zeleno-leve koalicije, na dolgi rok pa enako kot vedno spremeniti svet.